Ste se kdaj spraševali, kaj je ta nadležen ropot, ki prihaja iz sosednjega prostora vsakič, ko je nekdo pri računalniku? Ali zakaj bi kdorkoli v letu 2016 uporabljal pisalni stroj? Ali katera sodobna pisarniška naprava lahko povzroča toliko zvoka? Verjetno ste slišali mehansko tipkovnico. Mehanska tipkovnica je vrsta tipkovnice, namenjena primarno za dve skupini ljudi. Navdušene igralce računalniških iger in za njihovo polarno nasprotje, produktivne ljudi. Tisti, ki bi radi zmanjšali utrujenost pri tipkanju in hkrati povečali svojo hitrost tipkanja, več o tem pozneje, so verjetno že pomislili o nakupu mehanske tipkovnice v enem izmed stotine različnih okusov. Ampak zakaj mehanska tipkovnica? Kaj je razlika med mehanskimi tipkovnicami in tistimi navadnimi, ki jih srečamo vsak dan v pisarni, v laboratoriju in pred veliko večino osebnih računalnikov? Mehanska tipkovnica deluje na popolnoma drugačnem principu kot običajna membranska tipkovnica. Membranske tipkovnice delujejo nekako takole. Pod vsako tipko, ki je v vseh primerih samo kos plastike, se skriva preprosto stikalo iz 3 plasti: membrane, prevodnika na spodnji strani membrane in prekinjene sledi prevodnika na plošči spodaj. Ko se membrana ukloni pritisku tipke, s prevodno plastjo poveže obe sledi prevodnika in tok steče skozi, kar računalnik obravnava kot ukaz. Precej preprost koncept. Mehanske tipkovnice so, za razliko od membranskih, sestavljene ne iz ene cele membrane, vendar iz velikega števila mehanskih stikal, enega pod vsako tipko. Tukaj se že začne rahlo meglena definicija mehanskega stikala. Poznamo dve pogosti vrsti mehanskih stikal. Pravo mehansko stikalo, tisto, kar bomo v preostanku tega videa obravnavali, in stikalo z uklonljivo vzmetjo, starejša vrsta stikala z značilnim zvokom, ki jo imajo radi ljubitelji klasičnih mehanskih tipkovnic. Primer takšne tipkovnice je IBM-ov model M, katere starejše različice, ki so šle v proizvodnjo leta 1984, dosegajo na trgu smešno visoke cene, od 4000 navzgor. Prava mehanska stikala so tista, ki jih vidimo v večini današnjih mehanskih tipkovnic. Nemško podjetje Cherry je od leta 1985 vodilni inovator na področju mehanskih stikal. Njihovo najpopularnejšo serijo stikal Cherry MX danes za trg adaptira več različnih podjetij, kot so Kailh, Gateron, Gritek in Razer. Stikala so sestavljena iz 3 do 4 premikajočih delov, stebla, vzmeti, para prevodnikov in v nekaterih primerih drsnika. Obstajajo v več različicah, ki jih lahko prepoznamo po njihovem značilnem zvoku, trdoti in različno obarvanih steblih. Ogledali si bomo delovanje 4 najpogostejših različic. Najpreprostejše in hkrati najstarejše stikalo je leta 1985 razvito črno stikalo. Je linearno stikalo, kar pomeni, da je za celoten pritisk stebla od vrha do dna potrebna enaka sila, v tem primeru okoli 60 cm. Ob pritisku na steblo se to pomakne navzdol, kar omogoči paru prevodnih ploščic, da zaključita krog in spustita signal skozi. Vzmet poskrbi, da se steblo premakne nazaj na prvotni položaj, kar ponovno odpre tokokrog in prekine signal. Enako delujejo leta 2008 razvita rdeča stikala, ki so mehkejša in bolj odzivna različica črnih stikal. Oblika stikala je popolnoma enaka, le steblo je lažje in vzmet je mehkejša. Za aktivacijo rdečega stikala je potrebnih le 45 cm sile, zato je možnih več zaporednih klikov v enakem času v primerjavi s črnimi stikali. Rdeča stikala so zelo priljubljena pri igralcih računalniških iger, saj le te pogosto zahtevajo pritiske tipk v hitrem zaporedju. Tu se tudi pokaže ena glavnih prednosti mehanskih tipkovnic v primerjavi z membranskimi. Membranske tipkovnice zahtevajo pritisk tipke do dna, kar pomeni, da prsti tolčejo ob tipkovnico in s tem utrujejo uporabnika,
Večina mehanskih stikal pa ima aktivacijsko točko na približno polovici celotne globine stikala oziroma 2 mm. Najhitrejše stikalo je novinec na tržišču Cherry MX srebrne barve, ki se aktivira že pri 1,2 mm. Modra stikala so drugačna od preomenjenih črnih in rdečih stikal posebej v tem, da ob aktivaciji oddajo povratno informacijo. Steblo ima dve dodatni lastnosti. Prva je izboklina na strani, ki poveča silo, ki je potrebna za aktivacijo. Čeprav bi se stikalo aktiviralo pri 50 cN, je za premik čez izboklino potrebnih 60 cN. Druga posebna lastnost je drsnik na steblu, ki po aktivaciji udari ob dno stikala in povzroči značilen zvok klika. Ti dve lastnosti sta razlog za izjemno priljubljenost tega stikala pri učinkovitih piscih in programerjih, saj dvojna informacija obvesti uporabnika na aktivacijo stikala in s tem pritisk tipke do konca ni potreben. Tišja in lažja različica modrih stikal zaključuje četverico najpogostejših stikal na tržišču. Rjavo stikalo potrebuje 45 cN za aktivacijo oziroma 55 cN preko izbokline. Za razliko od modrih stikal je steblo enodelno, zato tipkanje ne povzroča glasnega zvoka. Priljubljeno je pri tistih, ki imajo radi povratno informacijo, vendar ne marajo povzročati ropota z modrimi stikali. Razlika med originalnimi Cherry MX stikali in njihovimi adaptacijami ni velika, običajno je le osebna preferenca, saj so različice enakega stikala ponavadi zelo podobne. Stikala drugih proizvajalcev imajo to prednost, da so po večini lažja in cenejša od originalnih Cherry MX stikal. Stikala sama pa lahko imajo v širšem kontekstu še vedno samo dve stani, odprto in zaprto, 1 in 0. Kako računalnik ve, katera tipka je pritisnjena? Oziroma, v primeru naprednejših tipkovnic, ki dovolijo več 10 tipk pritisnjenih naenkrat, kako računalnik prepozna vse ukaze in loči med njimi? Stikala na tipkovnici so postavljena v matriko, tako da mikroprocesor ve, kje je postavljeno katero stikalo. Vsi mikroprocesori na USB tipkovnicah imajo set navodil, vključno s frekvenco preverjanja. Ta je običajno 125 Hz, kar pomeni, da procesor preveri za stisk tipke vsakih 8 milisekund. Ko od nekje dobi povratno informacijo, točno ve, katera tipka je pritisnjena in lahko ukaz pošlje naprej računalniku. Nekatere tipkovnice imajo dovolj napredne mikroprocesorje, da shranjujejo vrednosti tipk v različne sloje, med katerimi lahko uporabnik preklaplja s pomočjo stikala oziroma določene kombinacije tipk. Na primer, neka tipka lahko ima na enem sloju shranjen ukaz za črko Z, na drugem pa za črko F. Tako lahko enostavno preklapljamo med angleško, slovensko in dvorak postavitvijo. Prednost tega je, da se nastavitve shranijo na pomnilniku tipkovnice in delujejo enako na vsakem računalniku. Tu se možnosti prilagoditev mehanskih tipkovnic še ne končajo. Vsa stikala v družini Cherry MX in njihovih adaptacij imajo enako obliko stebla, zato nanje lahko damo kakršnekoli tipke. S porastom števila potrošniških 3D tiskalnikov postajajo zelo popularne tematske in umetniške tipke. Nekateri imajo radi tudi prosojne oziroma prozorne tipke, skozi katere se lahko vidijo svetljavo na stikalih. Vsa Cherry MX stikala in njihove adaptacije imajo prostor za nizkonapetostno LED diodo, ampak le nekateri modeli tipkovnic, kot je ta Vortex Poker 3, podpirajo dodajanje LED diod pozneje. Seveda so najpopularnejše tipkovnice tiste z vgrajeno barvno RGB osvetljavo, vendar te zahtevajo neke vrste gonilnik na računalniku. Mehanske tipkovnice so dosegle takšno stopnjo modularnosti, da lahko tipkovnico po svojih željah sestavi čisto vsak, s pajkalnikom, nekaj časa in znanja. Nekateri imajo recimo radi tršo preslednico, zato lahko namesto mehkega stikala vanjo dajo stikalo, ki zahteva več sile za aktivacijo. Za tiste z dovolj velikim zagonom lahko postanejo mehanske tipkovnice zelo hitro zelo drag hobi. Možnosti so z dovolj globoko denarnico praktično neskončne. Nekateri celo prisegajo na visokocenovna stikala japonskega proizvajalca Topre.
So polmehanska, občutek imajo podoben membranski tipkovnici, njihova aktivacijska sila pa je majhna. Pogoste variacije se aktivirajo med 30 in 45 cm. Ker so mehanska stikala z vzmetjo postavljena na enodelno membrano, jih nekateri kategorizirajo kot mehanske, nekateri pa kot membranske tipkovnice. Čeprav je občutek pri tipkanju prijeten, z drugače oblikovanimi stebli izgubimo veliko prilagoditev, ki smo jih navajeni v družini Cherry MX. Običajen uporabnik mehanske tipkovnice bo v primerjavi z uporabnikom membranske vseeno prihranil. Običajno membransko stikalo, vključno s tistimi na prenosnih računalnikih, zdrži nekje do 10 milijonov klikov. Življenjska doba mehanskega stikala pa je minimalno 50 milijonov klikov. Če predpostavimo, da običajna membranska tipkovnica stane 15 do 20 evrov, lahko približno 5-krat dražja mehanska tipkovnica zdrži vsaj 5-krat toliko časa. Seveda pa to ni glavna prednost mehanskih tipkovnic. Razlog, zakaj se večina odloči za mehansko tipkovnico, je povečana učinkovitost tipkanja. Povprečna hitrost tipkanja na membranski tipkovnici naj bi bila približno 40 besed na minuto, medtem ko je povprečna hitrost tipkanja na mehanski tipkovnici približno 90 besed na minuto. To velja seveda pripisati tudi temu, da so uporabniki mehanskih tipkovnic večinoma programerji, ki naravno tipkajo hitreje. Da povzamem. Mehanske tipkovnice so vrsta tipkovnic z mehanskimi stikali, ki se aktivirajo prej kot prst udari ob dno in tako omogočajo hitrejše tipkanje. Obstajajo v več različnih okusih in zvokih, nekatere pa so popolnoma modularne in omogočajo dodajanje LED osvetljave in celo zamenjavo posameznih stikal. Večinoma so bolj kvalitetno grajene kot membranske tipkovnice in zdržijo več kot 5-krat toliko časa.